Spoštovane občinstvo, cenjeni gostje, dragi člani in članice Zveze društev slepih in slabovidnih. Dobrodošli v prireditvenem prostoru Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skabrne, kjer danes obeležujemo poseben dogodek. Odpiramo namreč posebno muzejsko razstavo z naslovom Slepopisje od točkopisa do e-bralca. O razstavi boste lahko izvedeli kasneje. Najprej pa k besedi vabim gospoda Mateja Žnuderla, predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, da spregovori par besed. Zelo vesel sem, da lahko danes pozdravim vse gostje in goste, ki ste se odzvali vabilo v našo knjižnico. Že pred časom so ugotovili, da je zgodovina učiteljica življenja in temu geslu ali reku je sledila skupina zagnanih in zainteresiranih članov, ki se jim ob tej priliki seveda zahvaljujem za ves trud, ki so ga vložili. Stane bo kasneje več povedal, kdo so bile te osebe. Seveda pa zahvala za trud velja tudi naši strokovni službi. Vsem skupaj želim, da bo današnja prireditev za vas zanimiva in da ne boste odšli razočarani od nas. Zdaj pa upam, da se bo začelo vse skupaj zares in Stane bo najbrž tisti, ki bo povedal podrobnosti o dogajanju zadnjih 2 let in še nekoliko več. Kot je že napovedal, k besedi vabim tudi gospoda Staneta Padežnika, predsednika Komisije za muzejsko dejavnost pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Izvolite. Hvala lepa. Prav lepo prisrčno pozdravljeni vsi. Neverjetno, kako veliko se vas je udeležilo tega odprtja zgodovinsko pomembnega dogodka. Vsaj tako ga jaz doživljam. To je edinstven dogodek, da slepi pripravljamo muzejsko zbirko in to zbirko, ki priča o kulturni dediščini slepih in slabovidnih, seveda, vendar zdaj v prvi vrsti imamo tako tematiko, da je vezana tudi na Braillevo pisavo. Najprej smo mislili, da jo bomo odprli že konec lanskega leta, potem januarja letos, ampak iz objektivnih razlogov to ni bilo mogoče, no in tako smo jo lahko še do aprila, do zdaj dopolnili. Seveda veliko truda, veliko dela smo vložili v to. Kdo vse so bili člani naše ekipe, bom povedal, se bomo pokazali. V glavnem člani Komisije za muzejsko dejavnost smo si prav kmalu nadeli ime oziroma delovne skupine, ki jo je imenoval upravni odbor, smo si nadeli ime komisija, zaradi tega, ker komisija seveda sestankuje in odloča. Ožjo delovno skupino smo pa potem sestavljali seveda v ožjem sestavu Viktor Vrtačnik, ki ga prosim, če ga pripeljete sem, če lahko prideš sem. Potem sodelovala je z nami tudi osebna asistentka Viktorja Vrtačnika Marjeta Hribar, tudi če lahko prideš sem, da nas vidite, kdo smo bili. Predtem seveda je bil zelo koristen, vsestransko koristen osebni asistent Viktorja Vrtačnika, to je Albin Baraga, ki ga zdaj ni tukaj. In največji doprinos k tej razstavi, k vizualizaciji, pa je dal seveda študent Luka Čander. Luka, si tukaj? Če bi lahko prišel sem, prosim, tako da se pokažemo. Jasno pa, da tudi Antonij Smerdel, ki je zaposlen v Arhivu Republike Slovenije, je bil izjemno pomemben član naše ekipe, ki pa je seveda ni mogel na terenu sodelovati toliko z nami, je pa dejal strokovna mnenja, strokovne smernice, tako da se tudi njemu zelo zahvalimo. Torej, ti smo bili v najožjem sestavu našega delovnega telesa. Smo tukaj? Ste? Evo, hvala lepa vsem skupaj. Hvala za trud, za sodelovanje, lahko se zdaj usedete.
Potem pa moramo seveda tudi omeniti, da nekako strokovno usmeritev nam je pa dala dr. Urša Valič iz Filozofske fakultete, smer etnologija in kulturna antropologija, ter dr. Ambrož Kvartič, ki je pa pripeljal 5 študentov v mojo delavnico, se pravi, moja pisarna doma v hiši se je spremenila v studio, audio, video studio in v delavnico, kjer smo opremljali, evidentirali eksponate oziroma predmete, ki smo jih prejemali. Tako da prav veliko podrobnosti zdaj vam ne bi govoril, razen če bo potem kdo še želel kaj vprašati, ampak to na koncu, zato da ne bomo predolgi, ker nas čaka zdaj le še ogled videokolaža. Kdo je avtor videokolaža in vsega, boste tudi videli in slišali in prebrali in tako dalje. Potem po končanem audio spot oziroma tem video projekciji pa bomo šli v prvo predno sobo, kjer smo bili že prej, kjer ste not prišli, tam je pa na levi strani pred pultom izposojevalnico, knjižnico je muzejski pult, kjer so eksponati in poleg vhodnih vrat so pa tudi police, kjer je skupaj okoli 60 eksponatov. Še to bi upozoril ali pa povabil, da tisti, ki dobro vidite, si boste lahko še vzeli takole zgibanko, kjer so tudi fotografije nekaterih ključnih predmetov, ki so razstavljeni. Te zgibanke lahko dobite tam pri pultu, pri eksponatih, potem za slabovidne je tudi zgibanka v povečanem tisku, za slepe je pa tudi brošura v spirali, kjer si boste lahko v brajici prebrali kaj več o vsakem eksponatu. Oštevilčeni so eksponati, tako da ne bo težko najti. Pa še na tej zgibanki ob desnem robu na sredini je tudi QR koda, jaz jo ne vidim, vi jo vidite, ne? Pa si jo boste lahko skenirali, pa boste prišli do podrobnejših opisov, podatkov o vseh teh eksponatih. Jasno, da pa je tudi narejen katalog v zvočni tehniki, se pravi preko QR kode pridete na spletno stran Zveze društev slepih slabovidnih. Tam je podrobno opis vseh eksponatov, pa nekaj tudi čas in namen uporabe, dimenzije posameznega predmeta, torej opis predmetov je. Je pa tudi poglavje zgodbe o predmetih in uporabnosti predmetov in anekdote so nanizane 22 strani, 26 zgodb, zelo zanimivih, pestrih, saj tako sem jih jaz doživljal, ko sem jih pisal, nekaj par sem jih pa dobil. Potem pa še imamo poglavje zahvale, kjer je bolj podrobno napisano, komu vse se zahvaljujemo za sodelovanje, za podporo pri ohranjanju kulturne dediščine slepih in slabovidnih. Skratka, lahko smo zelo ponosni na to, da imamo zdaj prvo temeljno zbirko nastajajočega muzeja slepopisja. Torej, tu smo pravzaprav že delno v prostorih muzeja slepopisja, pravzaprav lahko rečemo, da muzej slepopisja gostuje v knjižnici slepih slabovidnih, vendar to institucionalno obliko pa naj bi v bližnji prihodnosti dobil, če bodo tudi člani nove skupščine, zato pa člani upravnega odbora, da se bomo okrog tega kaj dogovorili. Jasno pa, da tudi apeliramo na Ministrstvo za kulturo in še kakšno drugo ministrstvo, da bo prisluhnilo tem našim prizadevanjem in da bo tudi primaknilo kaj denarja, kajti brez denarja pa tudi se ne da vse delati samo na volonterski način. Torej, zdaj vas pozivam, da prisluhnemo in pogledamo si video kolaž, ki traja 30 minut. Po njem vas bom pa povabil tja v prvo sobo, ker imamo tiste eksponate. Hvala za enkrat. Moški pri klaviaturi igra harmoniko. Izpisujejo se napisi. Slepopis je od točkopisa do e-bralca, narejen za potrebe temeljne muzejske razstave Muzeja slepopisja v okviru muzejske dejavnosti ZDSSS. April 2025. Avtorji: Stane Padežnik,
profesor zgodovine in sociologije, Viktor Vrtačnik, profesor zgodovine ter etnologije in kulturne antropologije, digitalizacija in montaža, Luka Čander, študent etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na beli podlagi se v odebeljenem črnem tisku izpisuje naslov skladbe Francijeva polka. Ja, vi kaj, tudi igrate kdaj na kakšnem društvenem shodu, ali kako? Občinem zboru, ali kako? Enkrat sem igral gor na Okroglem, ko smo društvo imeli. Potem enkrat sem igral na Okroglem, ko so ženske imele tisti svoj tečaj, pletilski. Drugač pa nisem igral. Na beli podlagi se z odebeljenimi črnimi črkami izpiše napis Od točkopisa do e-bralca. Moški s tablico piše brajico. Okrog vratu ima belo tablo na rumeni vrvici. No, takole, pa da vidimo, kaj smo napisali. Slepopis je od točkopisa do e-bralca. Moški z belo tablo okrog vratu piše na računalnik opremljen z govorno, pripoveduje dr. Luj Šprohar. Z brajico leta 1966, ko sem prišel v Zavod za slepe in slabovidne, v 6. razred, ali 66, se to ne vem več. V glavnem, takrat enkrat in takrat sem videl brajico in so rekli, da se je bilo dobro s prsti naučiti. In se nisem naučil s prsti, sem jo pa bral z očmi, ker sem še videl toliko. Zdaj jo bi pa znal tudi s prsti že počas, ampak bi pa tako, da bi eno stran bral 10 minut, to je pa res. Jaz sem prišel 14 leti v Zavod za slepe in z 18 sem končal tam. Skratka, leta 70 sem dokončno slepel, amputacija očesa še ta drugega in od takrat naprej sem tako, kot sem. Ne? In seveda, zdaj imam pa že več kot 50 let za sabo. Ne, jaz sploh z brajico nimam nič skupnega. Ne, tudi ne znam brati, počas bi bral 100 let, ime. Neč pa tuja mi je, pa še zoprna mi je, no, evo, tako bom rekel. Sam računalnika jaz ne uporabljam, ga ne znam niti prižgati. Telefon pa ja, toliko ti je nuja. Nič, ker sem prebral samo pol strani, pa mi je bilo to zoprn, sem odložil. Nič, in tudi zdaj ne berem nič pravega. In tudi brajice ne maram in mi je zoprna, odpor imam, no. Dobesedno imam odpor, čeprav mi nisem nič hudega naredil, ne, da se razumemo. Pak človek ima do neke stvari odpor, jaz imam pa odpor do brajice, imam do slepih, do slepcev, do slepote, lejte, do vsega imam odpor, do vsega. In do tele zveze, kjer so že marsikaj sem doživel, so marsikaj počeli z nami, pa bolj smo jim dokazovali, da smo sposobni narediti to, tretje, nič, ne. To je pač, to so, vse slepci so zagamani ljudje, ne. Ampak zbrajam, obvladam ga, seveda, ampak zelo počas, ne. Naberem tako, da bi kar s prsti drgnil levo, desno. Počas, ne, počas gre, ampak če se le da, ne. Se vam ne zdi, da je pomembno, da vključa brajico tudi v, ne vem, institucije, ustanove, v muzeje, Pa je pomemben, seveda je, ne, ker je to ena oblika pismenosti. Se je, ampak meni ni bilo treba, zato pa hvala Bogu, ker mi ni bilo treba, se pa tudi nisem učil. Jaz sem že tudi v Škofjo Loko, pa so me tam spet začeli s to brajico, ampak neč, ne, nek začetek, neke drobnarije, v glavnem jo ne rabim in zato jo ne uporabljam, ne, ali no, boče ali jo maram ali ne, vse še sam ne vem več, ampak ne uporabljam. Veste, v tistem času, ko smo bili še v zavodu, je bilo treba komu kaj pisati. In nekdo, recimo, jaz sem bil v zavodu, oni so bili pa že v Škofji Loki. In kaj češ njemu črno-belo pisati, prvič moram jaz nekoga najde, da mi napiše, pa mora on nekoga najde, da mu to prebere. Jaz sem pa v braju napisal. In sem zavrtel telefon, sem rekel, danes sem ti poslal pisem, imaš v braju 3 strani, ber pa mi odpiš.
Ne, in sem v redu bilo. Mislim, da jaz se prilagodljiv človek, ne. Jaz se prilagodim situacijam, bi rekel človek, ne, nuška se prilagodim. Mal ja, ne. Pripoveduje Sonja Pungartnik. Koliko je meni pomenilo ko je bil moj sin v 1. razredu, in takrat sem jaz imela za to šolo eno delavnico za te otroke na temo slepih, slabovidnih, in na koncu leta so se razredničarke sodelujočim staršem zahvalile z eno knjigico, ne? In meni so dali Braillevo knjigo. In to je bilo zame, prvič v življenju, prej sem rekla, v šoli, v zavodu za slepe smo za odličen uspeh dobili videče knjige. Tukaj se je pa recimo ena razredničarka pa spomnila in podarila v bistvu Braillevo knjigo. Se mi zdi, da je to taka pozornost, na takšnih stvarih potem vidiš, koliko ti pomeni, da se nekdo tudi uživi v tvojo situacijo, ali pa recimo, ne vem, ko se je moj fant naučil brajico, zato da mi je lahko v brajici pisal. Ali pa recimo, to so take, ali pa včasih kakšna zahvala, ali kakšna čestitka pride v brajici. In ko vidiš, da se morajo ljudje potruditi, da se nekaj naučijo in da se potrudijo zaradi tebe. In to se mi zdi res tako lepo. In zdaj tudi moja prijateljica izdeluje nakit, na katerem so Brailleve črke, in to se mi zdi tudi ena taka res čudovita stvar, čudovita pozornost, ki jo lahko podari bodi si slep videčemu, bodi si videči slepemu, ali pa preprosto, da imaš nekaj svojega, nekaj, kar je čisto našega. Brajica je naša, zelo malo nas je, ki jo uporabljamo, in zato je še toliko bolj nam ljuba in dragocena. Ženska sedi pred računalnikom. Na beli podlagi se izpiše napis Metka Pavšič se uči peti. Postavi se pred omaro. Z belimi črkami se izpisujejo napisi. Nastopajoči in sodelujoči. Franc Kovačič, profesor prava in učitelj brajice. Dr. Eugen Bavčar. Dr. Lujž Prohar. Magistra Metka Pavšič. Defektologinja in tiflopedagoginja Sonja Pungartnik. Stane Padežnik, predsednik komisije za muzejsko dejavnost ter avtor postavitve muzejske razstave. Viktor Vrtačnik, avtor scenarija za vodenje po muzejski razstavi. Snemalca videospotov na pametnem telefonu s sintezo govora za slepe. Viktor je osebni asistent Albin Baraga ter Luka Čander. Audio pričevanja slepih snemali študentje oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo z mentorjem dr. Ambrožem Kvartičem. Usmerjevalka priprave muzejske razstave dr. Urša Valič z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Sodeč po vašem odzivu, ko ste bili tudi tiho, ste zelo vlekli na ušesa, pozorno gledali in se smejali, bi sodil, da vam je bilo zanimivo, da vam je bilo všeč, kar smo prikazali. Seveda se pa zavedamo, da slepi in slabovidni vse te stvari večinoma poznate. Poznate načine uporabljanja teh pripomočkov, tehnike in tako dalje, vendar ta videokolaž ni namenjen samo slepim in slabovidnim, namenjen je seveda v širši družbi. Tako da upam, da bo čim več prišlo obiskovalcev, ki vidijo, mladine, tudi starejših sem, in bojo seveda prvič videli večino teh stvari. Zato se mi zdi pomembno, da ste pričevalci veliko zanimivega povedali, predstavili, pokazali, da smo to posneli, da imamo zdaj zabeleženo na videoposnetkih, na audioposnetkih, in tako imate neposreden dostop do video vsebin, video spotov in audio pričevanj, tudi s ključnima besedama Muzej slepopisja, če to tipkate na Googlu ali pa na YouTubeu. Se pravi, te dve varianti niste samo odvisni od QR kode, ki je na zgibanki. Ja? Skratka, 13 pričevalcev je v
torej na spletni strani, podstrani Muzej slepopisja in vsa pričevanja smo pa mi razkosali na posamezne sklope in jim dali posebna imena, tako da že po naslovu sklopa pričevanja lahko razberemo, kaj se skriva za tem. Recimo metka s flomastrom do česa že? Ne spomnim se vsega. Skratka, malce atraktivna imena, naslove smo dali, tako da je mogoče bolj zanimivo. No, to bo ta pot, da si pogledate. Zdaj bi mogoče samo na kratko orisa, pa potem bomo si vzeli 5 minut časa, da boste prišli tja pred pult, kjer imamo te predmete. Skratka, 7 sklopov je te razstave. Prvi sklop, če že preberete, recimo, kje ste, Marjeta? No, pa vi preberite. Prvi sklop se imenuje, da še malo zdrave oči uporabimo, da bomo samo mi, ki ne vidimo, govorili. Skratka, prvi sklop je Brajeva tablica iz 50-ih let. Prvi sklop so pripomočki za pisanje in branje brajice. Ja? Drugi sklop je literatura v brajici. Tretji sklop so veliki tehnični pripomočki za branje in pisanje zvočnih zapisov. To so magnetofoni, potem so mali tehnični pripomočki za snemanje in branje zvočnih zapisov. Ja. Potem so poštno pošiljanje knjižničnega in študijskega gradiva. Ja. Slepi z brajico v poklicu in družbi. To je 6. sklop. Brajica kot sredstvo za dostop do blaga in storitev. Je pa 7. sklop. Tako da, ali se strinjate, da vam tam povem, pa si boste potipali tisti, ki ne vidite, čeprav, kot rečeno, marsikaj že veste. Upam, da se bomo potem tam slišali, ker tam pa ne bo ozvočanja. Prav, torej 5 minut pauze, da pridemo tja, pa se malo sprostite. Še enkrat hočem reči to, da vsem pričevalcem se iskreno zahvaljujem za vašo prizadevnost, za pripravljenost, da ste sodelovali z nami, da smo vaše spomine, vaše izkušnje zabeležili. Hvala in se vidimo v prvi sobi. Sem bliže, pa lahko si bo potipal. Vidite, naša zbirka muzejska je taka, da si jo lahko potipamo. Zdaj prav veliko v roke imati nima smisla, ampak že z otipom boste začutili, kaj je. Predmeti ali eksponati so postavljeni po kronološkem zaporedju od leve proti desni. Tudi po razvoju tehnike, ne? Se pravi najstarejši eksponati, ki so bili slabše razviti in potem drugi. Tako najdemo na levi strani pulta, boste zatipali Brajevo tablico. Ta primerek je iz 50-ih let. In recimo Ivan Pavše jo je posodil oziroma jo je dal, veste, da je že pokojen, on je to pisal v Zavodu za slepe. Medtem tam prav dolgo ne bom razlagal tako, ker boste podrobnosti še kaj druge slišali. Potem imamo tudi Brajev pisalni stroj, tam zraven je tudi iz 50-ih let. Gospa Marjeta, če pokažete za videče, slepi si lahko že greste tipati, čeprav verjetno veste, iz 50-ih let so bili še z lesenim zabojem, v lesenem zabojčku, kufrčku. Ne? Potem imamo tam... Prenosniki so bili. Kako? Prenosniki. Prenosniki, ja, bravo. Prenosniki so bili. Tu v levem kotu, tudi na začetku pulta, je mali Brajev pisalni stroj gospoda Adolfa Videnška. Takega tovrstnega uporabljate slepi pri šahovskih tekmovanjih, zato da si kakšno beležko naredite. Ta je tudi že precej star. Zbiramo seveda samo stare stvari, ne pa nove, ker smo muzej, muzejska razstava je to. Potem imamo tudi Amerikanko. Poznate Amerikanko, Brajeva tablica za v žep, manjša je, tako da ta je bila mogoče manj v rabi. Imamo eno od gospoda Francija Kovačiča, ta je že tudi starejša. Potem imamo star pisalni stroj, običajen, ki ima kovinsko hišo in zelo težek je,
če nima celo 15 kg, skratka težek. Ja. V Škofji Loki v začetku 70-ih let ali pa že konec 60-ih let se je uporabljal tudi Olimpija, ta običajen pisalni stroj, ki je imel pa plastično ohišje in ga je bilo tudi težko prenašati. Tam v levem kotu, čisto levi kot, pokažite prosim, je ta slepopisna tabla. Ta slepopisna tabla pa ni toliko stara, ampak je mlada, ker sem jo naročil, ker takega izdelka ni bilo mogoče več nikjer najti. Naredil je lesarski praktični, ne, kako sem rekel, umetelni lesarski praktični lesar. Kaj mislite, kdo je to? Tako, zdaj boste lahko sklepali na osnovi videokolaža, ki ste ga gledali. Torej, gospod Franci je tudi naredil. Gospod Franci mi bo tudi zdaj izročil nekaj. Gospod Franci, kaj imate zame? Kamera, kje je, naj posname, prosim. Tako, že pa sem potegnil. Ker na glas govorite, ja, da slišijo. Tukaj je eno predstavitev Brajeve celice. Predstavitev Brajeve celice, to je leseni izdelek, ki ga je naredil gospod Franci na leseni ploščici, so Brajeve, čepki. Čepki so, ja, 6 čepkov. Na les gor nalepljene. Ja, lahko potipaš, se poznate to. Se snamejo in se lahko... Ja, vidim, ja, super, dobra ideja, ja. Super ideja za poljubno take črko delavnice. se sestavi, ja, gospod Tomaž. Na vrhu je v Brajevici napisano Brajeva celica, spodaj je pa sklajeno pisavo za videče napisano Brajeva celica. No, kdor bo stegnil roko, bo zatipal. Potipaj, takole. Še roko dam, da Ja. ne pošljate. Super. No, pa medtem si Dobra ideja za delavnice, za otroke. Tako. Ven daješ te pike, Ja. in to pa delaš črke z tega. Prav, medtem si vi to ogledujte, jaz bom še naprej kaj razložil. Razstavljenih imamo tudi, Celica, gor na vrhu piše. lahko zdaj naprej razlagam, vi pa si to ogledujte. Imamo razstavljeni 3 magnetofone različne starosti. Na levi strani Philips je iz 60-ih let, ja, na sredini Philips N4422 oznaka, ta je iz začetka 80-ih let in recimo tega sem jaz prispeval in sem ga dal servisirati in zdaj dela. Težave z magnetofoni so bile te, da po nekaj mesecih je odpovedala kakšna tipka in je bilo težko najti serviserja, se pravičujem. No, potem na desni strani imamo pa še Teslin magnetofon, gospa Marjeta, pokažite. Ta je iz 80-ih let, tako da pri študiju recimo so se pojavljale težave še naprej z tem, da je magnetofonski trak vleklo v glave ali pa so se zapacale snemalna pa brisalna glava in podobno. Skratka, nekaj časa, tam v 80-ih letih jih je Zveza društva slepih slabovidnih vzela v servis, tako da je strokovni delavec imel pogodbo z zunanjim serviserjem, ga je dal popraviti in potem smo ga prišli iskat. Potem pa tudi te možnosti ni bilo več in saj jaz sem se znašel tako, da sem slišal za gospoda Dorija, ki je na Viču stanoval, upokojen serviser z RTV-ja je bil, tam v stanovanju je to znal popraviti, diode je zamenjal pri tipkah in podobno. Skratka, še bolj recimo na desni strani, skrajni desni strani imamo tudi male tehnične pripomočke, to je potem recimo monokasetofon, pokažite ga prosim, to je tak ležeč na zgibanki ga imate, monokasetofon, audiokasete, te so bile za 2 sledi, gospod Pavle Janežič pa je imel ameriškega, tale ležeč, Pavle Janežič, veste, kdo je to, ne? To bomo razložili tistim, ki ne vedo, ki niso slepi slabovidni, da bi poznali. On je imel pa 4 slednega. Enkrat mi ga je celo posodil in mi je bilo zanimivo na tistem veliko snovi gor spraviti in poslušati. Ja, 4 slednje. No, potem imamo tukaj še dvokasetofone, radiokasetofon,
na A in B kaseto. Ta je bila tudi konec 80-ih, začetku 90-ih let tehnika, ne, za poslušanje, branje. Seveda, knjige smo sicer poslušali na te kasetofone, pa tudi gradivo za seje raznih organov ali pa študijsko literaturo in podobno. Tukaj bi rad posebej izpostavil to, da študentje v 70-ih, začetku 80-ih let nismo bili deležni snemanja v fonoteki, smo rekli takrat fonoteka Knjižnica slepih slabovidnih na Groharjevi, ker tega programa takrat ni bilo za snemanje. Je pa Dušan, oziroma predhodnik Dušana Sterleta vzel kakšen učbenik v branje, vendar potrebe so bile veliko večje, tako smo morali sami si organizirati prostovoljne bralce na terenu. In med drugim smo šli triperesna deteljica, Edi Koh, Edvard Koh, Luj Šprohar pa jaz smo šli na Radio Študent, kjer smo imeli oddajo v živo, kjer smo povedali, kako slepi in slabovidni študiramo, da nimamo bralcev, ni organiziranega snemanja in da prosimo poslušalce, če se kdo javi, naj pokliče pa pove, da bi rad bral. In tako je bilo, se jih je javilo nekaj čez 20 celo. Sem si jaz to zapisal in potem sem to koristil, vendar kaj, osip je bil zelo hiter. Tako je na koncu ostalo enih 5 mogoče, ko sem jim nesel težek magnetofon, 15 kg najmanj težek, sem nesel na mestni avtobus, potem presedal in potem iskal naslov. Naprimer na Viču ob Tržaški cesti, tam nekje je bila upokojena germanistka, učiteljica, ki je bila pripravljena brati. In tako seveda sem spraševal po ulici s tistim težkim magnetofonom, da sem ves prešvicen prišel do nje in se dogovoril, namestil mikrofon in potem je brala. Na srečo je ona meni največ prebrala več magnetofonskih trakov. Zdaj pa na magnetofonski trak, recimo tukaj imamo razstavljeno magnetofonski trak, ki je iz fonoteke, kjer so knjige. Recimo, tukaj je literatura, leposlovje. Tukaj se boste vtipali. Zdaj tisti starejši to veste, poznate, magnetofonski trak je bil tudi z Brailleovo oznako označen. Za druge, ki vidijo, pa ki so mlajši, pa ne vejo, si bojo lahko tu vtipali, na levi strani je listek v tej škatli, kjer piše, kdo je avtor, kdo bere, kakšna je hitrost, dolžina in podobno. Tako. Hranili smo, komaj smo našli stare te magnetofonske trakove, 10 smo jih našli, ampak ne vprašajte kje. Na Groharjevi jih ni bilo več. Spravljeni pa so bili, mogoče so še v Piranu, v kleti, tam, kjer je kurilnica, so zaboji, gor veliko prahu in mišjih drekcev. Na okroglem ni bilo, če so bile najprej na okroglem, so vse prepeljali tja dol. In večinoma so za na odpad, ker težko je bilo najti kakšne, ki so bili še kolikor toliko v redu. No in tako smo jih 10 našli, zdaj jih imamo 9 v prvotnih škatlah. In si jih boste tudi tam levo od vhoda na policah zgoraj, na levi strani si boste lahko vtipali. Nismo mogli najti nobenega primerka iz 60-ih let, tudi ne zaradi tega, ker do spodnjih zabojev nismo mogli priti. Nadejam se, da nas bo Štefan Kušar poklical pa povedal, kdaj jih bodo metali v kontejnerje, da bomo šla z Viktorjem dol, da bo to vse pretipala in poskušala še kaj rešiti. Rad bi kakšnih 60 let. No, ampak je zanimivo, imamo primerke, ko sta na njih bralca, ki sta bila najbolj priljubljena, med drugim Slavko Masterl, spomnite se, in Nada Atanasijevič, ki je brala tako, kot se piše. In potem je bil Grenhorn pri Vinetuju. Grenhorn pa Old Deat H in tako dalje. To so te atrakcije. Ja. V 90-ih se naučila. Jaz se že potem uvežbam. No, vidite, te zgodbe so popisane in jih najdete tudi na spletni strani, podstrani Zveze oziroma Muzej slabopisja in pridete do njih, boste to prebrali. To sem se popisal, ker se mi zdelo zelo zanimivo.
No, tukaj imamo tudi predsedniški radiokasetofon v letih 2005, ko sem jaz bil v tem mandatu predsednik, pa tja do 22. leta je bil še v funkciji, potem je pa počasi odpovedal, ampak hočem reči, da je tukaj primerek, da vidijo ljudje, kako smo tudi funkcionarji, pa študentje in tako dalje, intelektualci, brali ne samo leposlovna dela, ampak tudi literaturo za seje, tudi za seje programskega odbora sem na tem kasetofonu, radiokasetofonu študiral. Potem imamo tukaj dvokasetofon na običajne kasete, no to je pa, jaz temu rečem, tudi predsedniški kasetofon srebrne barve. Posebnost tega je, da ima tudi v krogu gumbek za povečanje in zmanjševanje hitrosti, ne da bi preklapljal, ampak samo se upočasni ali pa se pohitri in tako dalje. Ne? In to še ni posebnost taka, posebnost je ta, da nisem vedel, kako naj javne govore govorim. Brajica mi ne gre tako, vidim pa tudi ne prebrati. Kako naj potem povem govor, ki je dolg 10 minut. In potem sem pa si tega sestavil, ga posnel, si tezo govora posnel in potem sem preko slušalk doma treniral izgovorjavo. In tako boste na YouTubeu, spet Muzej slepopisja ali pa preko QR kode prišli do tistega videospota, ki je izsek iz videoposnetka 3.6.2006, otvoritev Vile Toma Zupana. Tam boste slišali in videli, kako sem to bral. Se sliši, kot da sem malo odsoten, ker sem bil pač koncentriran na to, kar mi je kasetofon pripovedoval. Potem v konec 70-ih let, pa v 80-ih letih smo uporabljali tudi diktafon na mikrokasete. Tudi za študij, predvsem pa za beležke, razne beležke. To poznate, ste imeli mikrokaseta 30 ali 60 minut, ampak to še ni digitalni diktafonček. To so še analogni. Digitalni diktafončki so pa seveda tisti manjši, ki jih uporabljate še zdaj, recimo tale eden, kje je tisti svetu? En svetu, no, tiste svetu, tega sem prvega uporabljal, zelo dragocen je bil, no in tale pa zadnji, ki sem ga uporabljal, sem snemal gor tudi sejo Evropske skupščine slepih, Evropske zveze slepih, skupščine Evropske zveze slepih, no tako, pardon, se mi zafecla, ali lahko date tako nazaj, kot je bilo. To je tukaj ljudje. Digitalnih, analogni diktafon eden je, tukaj imam primer rabljenega, ki je odpisan, ki je v muzejskem arhivu. Tako. Ja, seveda. Podobno uporabljajo še zdaj nekateri zdravniki, da diktirajo izvid. To vidite, ja. Jaz sem jih nimajo več na kasete. Ne, zdaj imajo več, kaj veliko imajo živo na programsko, da je sam. Tako. Zdaj lahko gremo še tjale proti vhodu, pa bom še tam par stvari povedal, mogoče bo za koga kakšna zanimivost. A ja, še to moram povedati, veste, da ni bilo enostavno priti do vseh teh eksponatov. Ker namreč poziv smo dali ven, pa se skoraj, ne vem, če se je sploh kdo od slepih odzval. Potem sem jih jaz klical, seveda najprej najstarejše, zato ker se zgodi, da umrejo prej, potem pa potomci ne dajo ali pa vržejo stran. Tako sem iz 70-ih let poskušal dobiti prvi kasetofon, ki sem ga sploh imel v rokah od Edvarda Koha in svojci so rekli, nimajo več. Prava škoda, ker tisti je bil pa res malce poseben, malo drugačen in zgodbe so namreč pomembne zraven. Kdo je uporabljal, kako je uporabljal, kaj se mu je dogajalo. Ne? Ker drugače sam predmet po sebi nič ne pove. Ne? Stane od mene si dobil najdražji pripomoček, 3 golfe. Tisti je še vedno lepo zaščiten,
cela opremljenost delovnega mesta na Groharjevi, pokrit Dokumentacijo in vreden je bil za 3 golfe 30 tisoč mark je koštal. pokrit s polivinilom, da se prah toliko ne nabira gor. Stane, Ja, prosim. trakove, še kaj rabiš? Trakove, magnetofonske? Ja. Ja, če je kakšen zanimiv, boste mi Zdaj ne napisali. vem, Boste mi napisali. vsebinsko ne vem kaj je. To so tamle iz šole, ki sem jih rabil. Aha. Bomo se potem zmenili, če lahko potem. Ja. Prav. Ja. Imam kakšno vprašanje, še kakšen kratek komentar? Veš kaj, jaz bi te samo vprašala, Prosim. a si, ko si zdaj tole star material iskal, Ja. a si našel oziroma zvedel za kakšnega popravljalca se veselja teh še brajevih strojev? Ja, Ante Bartulović, sam ne vem, če je še živ. Ja, nekje na Viču. Ja. To me zanima, ker to vem, Ja. da sem jaz občasno, ko sem veliko delavnice vodila, da sem to rabila za brajico in so ti stari stroji bili vsi pokvarjeni. V bistvu, kjerkoli sem prišla, ali na društvo, ali na zvezi, vsi so bili pokvarjeni. No, tako da... Vsak smo zato že Štefan v Kranju, tale član društva, on popravlja, Hudolin popravlja. Še nekaj bi tukaj pripomnil. Žal imamo prostor za muzejsko razstavo majhen, drugače, če bi bil večji, bi prikazali več teh aparatur. Imamo seveda še nekaj pisalnih brajevih strojev, različne starosti, potem magnetofone, tudi kot sem rekel, tako pa brajeve vrstice seveda ravno tako različnih starosti, tako da to bi se pokazalo, če bi bilo več prostora. Upajmo tudi, da bo prostor za muzej. Ko bo nova zgradba Zveze društev slepih slabovidnih, se menda predvideva v projektni dokumentaciji tudi prostor za knjižnico in za muzej in za trgovinico, kjer bi prodajali eksponat, kjer bi prodajali izdelke slepih in slabovidnih, kar je nujno, kar seveda v tujini tudi že imajo. Ampak pri nas smo še tako, žal, zadaj. Država ni imela dosti posluha. Še nekaj bi pripomnil na tem mestu. Ali sta tukaj tudi predstavnika Ministrstva za kulturo? Anja? Naj bi bila. Gospa Anja Sterle. Gospa Anja Sterle. Torej, posluh Ministrstva za kulturo bi bil zelo dobrodošel. Bili smo sicer na direktoratu za kulturno dediščino, vendar tam smo slišali, da posebnega financiranja za take, kot smo mi, ki želimo imeti svoj slovenski muzej slepopisja, takega financiranja menda da ni. Da se financira samo že obstoječe velike muzeje in podobno, ampak poglejte, mi smo tako specifični, da nas nikjer za trajno ne morejo predstavljati. Enkrat smo v Slovenskem etnografskem muzeju 2005-2006 leta sem bil na pogovorih, če bi našo zbirko vzeli na razstavo, trajno so rekli ne, 2 meseca, ja, to več pa ne. Tako da mi bi potrebovali interaktivni zaslon. V Slovenskem etnografskem muzeju ga imajo, diagonala, meter krat 10-15 cm, kaj takega, kjer se s prstom dotakneš, pa si izbereš vsebine. Vendar v Slovenskem etnografskem muzeju imajo takega, ki ne govori, ki nima sinteze govora notri, mi bi pa vključili v njega sintezo govora, tako da bi slep človek, tako kot na telefonu ali pa na tablici, lahko drsel in si odklikal vsebino, ki jo želi slišati oziroma gledati, videti, z opisom naprimer in tako dalje. To bi bil vrhunec. To stane 2-3 tisoč evrov. Vem tudi, kdo bi to dobavil in kdo bi to zmontiral. Imam kontakt te osebe tudi preko Slovenskega etnografskega muzeja. Tako da, če boste kaj lobirali za nas, za naše potrebe, lepo prosim, potrebujemo toliko denarja. Zdaj, kako priti do njega, ne vem. Štefan Kušar je škrt. Ja, pač tako je, kaj smo. Torej, rabimo kakšno donacijo. Ja. V redu, to je zdaj to in gremo zdaj še prosim tjale k tistim policam. Tukaj si lahko zdaj na policah potipate še bolj nazorno tele
škatle s trakovi na levi strani, potem tu desno imamo tudi embalažo škatle za pošiljanje poštnih pošiljk od 4 kasete, 2 kaseti, 8 kaset. Veste, kje so nabavljali, kje je zveza nabavljala ali kdo posluša? Aha, v redu, ja. Kje so nabavljali, jaz tega nisem vedel. Kje so nabavljali, naprimer, najprej to, kje so nabavljali, kje je zveza nabavljala kovčke za pošiljanje Brajevih knjig in magnetofonskih trakov. Ali kdo ve? Termoplastika